To sta Marko in Maja. Zaljubila sta se in poročila, torej sklenila zakonsko zvezo. Prav tako sta posvojila otroka. Kdo se lahko poroči, posvoji otroka, kako je treba za otroke skrbeti in podobno v Sloveniji ureja družinski zakonik. Ta je določal, da lahko v Sloveniji zakonsko zvezo sklenejo le partnerji različnih spolov, torej heteroseksualni pari. Zaljubila pa sta se tudi Luka in Lovro, ki pa se v Sloveniji nista mogla poročiti, lahko sta le sklenila partnersko zvezo. Čeprav si tudi Luka in Lovro želita otroka, ga v Sloveniji skupaj nista mogla posvojiti, ker družinski zakonik tega ni dovolil. To, da se lahko Marko in Maja poročita, Luka in Lovro pa ne, je diskriminacija, so julija presodili ustavni sodniki. Slovenska ustava, torej najpomembnejši predpis v Sloveniji, s katerim morajo biti usklajeni vsi drugi zakoni v državi, pa diskriminacijo prepoveduje. Zato so ustavni sodniki julija določili, da se mora družinski zakonik popraviti, tako da ne bo diskriminatoren do istospolnih parov. Poslanci v državnem zboru so tako ta teden glasovali o tem, ali se naj družinski zakonik spremeni. Večina poslancev se je na glasovanju s spremembami strinjala. Od zdaj naprej v družinskem zakoniku piše, da je zakonska zveza življenjska skupnost dveh oseb, ne glede na spol. Istospolna partnerja tako lahko tudi otroke posvojita pod enakimi pogoji kot različno spolna partnerja. Torej za homoseksualne pare veljajo enaka pravila kot za heteroseksualne pare.